Muslimani z vsega sveta praznujejo Id al-Adha. Hodijo v mošeje, molijo in pripravljajo žrtvovanje koze, jagnjeta, krave ali kamele. Na poti v mošejo si izrekajo pozdrave in si voščijo ob prazniku. Najprej vsem želim vesel praznik. To je praznik žrtvovanja. Tukaj žrtvujemo živali in praznujemo tako, kot je želel naš prerok. In počnemo to, kar so počele generacije pred nami. Danes imam eno ovco. V vsaki družini je odvisno od njihovega proračuna. Vsak naredi, kar želi. Ampak naj bi zaklali eno žival na družino. Praznovanje obeležuje pripravljenost preroka Ibrahima, da žrtvuje svojega sina Ismaila, potem ko se mu je Bog prikazal v sanjah in mu to ukazal. Na koncu je Bog posegel in poslal ovna, ki naj bi ga žrtvovali namesto Ismaila po Koranu. Praznik poteka v mesecu Dhu al-Hidža, zadnjem mesecu islamskega koledarja, v katerem naj bi muslimani opravili hadž, sveto romanje v Meko. Rekel bom nekaj, za kar je Bog naročil, naj povem. Danes bo molitev za sveti Eid al-Adha, o kateri bo šejk povedal nekaj lepih besed o prazniku. Kaj počnemo na praznik, kako žrtvujemo jagnje Bogu? Seveda je naš prerok Ibrahim želel storiti, kar mu je Bog naročil, in potem, ko je prišel storiti, kar mu je Bog naročil, mu je Bog poslal jagnje, ki je bilo namesto Ismaila. In zato žrtvujemo. Upam, da bo to vesel praznik za vse. Za praznovanje muslimani zjutraj ob Eidu odidejo v mošejo na posebne molitve. Družine obiščejo tudi grobove svojih bližnjih. To je priložnost, da ljudje pridejo, saj niso vedno prosti, ampak le ob praznikih. Tako ljudje pridejo na obisk, da se spomnijo tistih, ki so umrli. Ne pozabimo, ohranimo jih v svojih mislih, saj bomo tudi mi nekoč tukaj. To je dobro znan običaj. Mnogi muslimani praznujejo praznik tako, da pripravijo žrtvovanje živali v čast pripravljenosti preroka Ibrahima. To služi kot simbolni opomnik muslimanom, naj sledijo Božjemu ukazu. Nekatere družine bodo živali žrtvovale same, druge pa bodo denar darovale zaupanja vrednim dobrodelnim organizacijam ali ustanovam, ki bodo žrtvovanje uredile in meso razdelile v imenu družine. Ta praznik je namenjen temu, da se muslimani osredotočijo na duhovno odgovornost, samorefleksijo in prenovo. Prosijo Boga, naj jih očisti preteklih grehov in jim omogoči nov začetek v novem letu.